so vse odprta jadra, prej ni bilo vetra, zdaj spet prišel. Imam lepo do 8 vozlov pa pol, tako da je kar lepa hitrost. Če bo šlo tako naprej, bomo mogli dveh dneh že narediti. Zadnjih 22 ur, malo manj, sva naredila 130 mil, nekaj več, tako da malo okoli 6 povprečje. Super, Jambrg zaenkrat se obnese v redu, ni nobenih težav. Mogoče na stran se vidi, malo jeklenice opletajo, zato ker je malo premalo našponano, ampak ne zato. Super je, bomo na Fidžiju itak mogli na novo se urediti. Drugače pa malo ugoden veter, tako da kar lepo plujemo tam daleč stran. Na 6 mil pa pol je en katamaran. Takole nekje pred nama, 3-4 milje naprej je Avanti. Glavno nas je kar dosti na tej poti, no. Zdaj sem gledal na Marine Trafficu, tudi za nami je štartilo en kup jadrnic, tako da po moje se 21 jadrnic za nami, tako da bo kar malo gužva. Je pa res, zato so iz Relija, tako da ne grejo v Savo kot Medva, ampak grejo v en drug otok, kjer bodo naredili posebej za njih prijavo lahko. Mi pa smo namenjeni naprej na Savo. Tam sem tudi že pogledal, najdel, je en boatyard, dober, tudi upam, da bomo tam uredila, potem pa samo še šibamo proti domu. Še dober dan naj loč do cilja, je kar nekaj vetra, valov, tudi jadrava kar z drugo krešavo, vsaj po noči sva, no, Genova. Še ne 20 mil naj loči do koralnih gredenov oziroma otokov, kjer moramo paziti, da bova šla čez proti kraju Savo. Mislim, da tam še nekje okoli 160 mil mala, se pravi, dober dan. Tukaj okoli naju vidim 5 otočkov, kup je enih čeri, tako da moramo biti kar pozorna. Zdaj teh 150 mil, se pravi en dan, dokaj ne prispeva tja. Upam, da so karte točne, pa da ne zapeljeva na kakšen koralni greben. Kako bi lahko rekli, dobrodošli na Fidži. Evo, kamorkoli pogledam, vidim kakšen otok. Tako da, tukaj bo kar nekaj. Naslednji mesec bo tukaj, potem pa greva naprej. Zdaj mora dobro zrihtati jadrnico, da bo varno plula naprej. Še sončni zahod. Evo. Pred nama je Fidži, uspelo nama je. Zdaj pa prijava, moram poklicati v Marino, da nam zorganizirajo za prijavo. Še neki plovil za nama. Upam, da bo pred njimi, da nam ne bodo zaračunali pol ekstra nadure, če grejo čez določene ure, ki delajo. Tako da upam, da nama bo uspelo. Zdaj nam pove HF poklical, da nam zrihtajo mooring, povejo kam in čim prej zorganizirajo Customs, Immigration in Health. Vedno so se najavila, zdaj naj bodo pa prišli iskati in nas bodo vodili do boje, kjer bo Natalija tam nale prevezala. Pouredili bodo, da pridejo za prijavo narediti. Ale naj je počakal, zdaj bomo pa slediva in gremo skupaj na bojo.
Italija strokovno prevezala. Mislim, da prihajajo nama. Customs, Immigration, Health, malo videla. Upam, da je. Tako da zdaj se bo prijavila, pa grejo na kopno. In tako so šli naprej, kao da niso medla na vrst. Papirje smo izpolnili. Zdaj naprej Customs pa Immigration pa pravi, da mogoče bodo jutri prišli. Takrat pa nas smejo zapustiti jadrnico. Evo, medva malo po Fidžiju, zdaj smo že plačala. Eno zadevo še v bolnico gremo plačati. Če je pa ful dobrih, smo navdušeni nad Fidžijem. Končno enkrat pocen, enostavno. Mislim, da mi je Fidži še najbolj všeč do zdaj, kjerkoli sva bila. Ne rečem, da kje drugje ni lepo, ampak če celoto vzamemo, pa kako so prijazni. Tle pol mesta me že kliče Peter, vsi vejo, da sem Peter, vsi se zapomnejo, kar rabimo, ni problema, vse zrihtajo, tako da mislim, da bo tudi plin lahko nafilala tukaj. Otok tudi zelo zelen. Všeč mi je Fidži, res mi je všeč. Banance. Tole so pa avtobusi, pa hoke nimajo, samo. Odlično, dober bi bil. Zdaj gremo pa skupaj z še dvema, še z enim parom iz Južne Afrike. Gremo peš do bolnice, kjer moramo plačati tam. V mesti še boatyard, se bom jaz sestavil, pa da vprašam, koliko je za popravilo. Očitno bo tukaj kar nekaj jadrnico zrihtala. Upam, da je dosti ugodno. Če tako kot vse ostalo, mislim, da bo kar tukaj vse skupaj popravila. Da potem nimava več težav, vsaj upam. Bula, tudi fidžijski pozdrav. Evo, medva sva se mogla danes premakniti na eno drugo bojo, tu smo bližji tle marini, zato ker je bila ta ena večja jadrnica, ker je ta boja blizu tle marine, tako da pridemo na ene 3 metre do teh čovnov tukaj, tako da so v glavno tukaj. Šla so se staširati, pobril sem se, zdaj greva pa en krog malo tle po mestu, da malo pogledava. To je to, v glavno čakava cruising permit, da bo drug teden, da potem lahko odplujeva in začnejo raziskovati Fidži. You know, we call out in Australia, a kick the day. No hangover today? Moram reči, da mi je tale Fidži kar všeč, razen s to nevšečnostjo, da so nama zaračunali nadure za prijavo. Drugače pa fajn. Tak mehen kraj, ful trgovin, vsega imajo, marina, evo ti. Tlele imava še voda, bom potem kar šla po vodi potegnil, zdaj, ker smo čisto blizu. Tako da bomo še kar to vodo natočili, da ne bo treba z watermakerjem veliko delati. Lepo vreme danes. Danes imamo pa odlično kosilo, evo, pica. En tak del sva že pojela, zdaj sem mogla porabiti tele zadeve, zato so v bistvu 2 spekla in je zelo dobro. Evo, zdaj smo v marini, pa imamo še celo avion tukaj. Zanimivo. Tazga pa še nisem videl. Verjetno gre v marino se vezati na dok. To
To pa je prihod v marino z letalom. Sprav ta marina zdaj nova je tudi za letala. Jaz ne vem, ali pa še mogoče lastnik te jahte. Glavno zanimivo. Bil sem v jadrnici, pa slišim ta zvok, mi ni bil jasno, kaj to je. Pogledam pred jadrnico, tukaj nekaj metrov pred nama, pa tale avion. Nas je nedelja, malo planiti na tale otok. Zdaj avion je spet ožgal, očitno odhaja. Jahta bo tudi šla spremljevalna, je šla že 2 dni nazaj. Tako da bo še par dni tukaj počakala. Ki so pa tukaj na boji, pa malo blizu Pomolj. Bom pa zadnji konc privezal tamle na Pomolj. Manjka mogoče 5 metrov samo stran zadnji konc in bom potegnil vodo, da natočva napolneva tanke. Čeprav imamo watermaker, ampak je lažje tle, da vodo naredim, ko pa da 2 ure delam z watermakerjem vodo, tako da bo danes to naredila. Na tale otoček malo pogledati. Tole je nova marina, ki jo delajo. Ni še odprta, dokončana, čeprav neki plovil že na oni strani privezanih. Ampak po moje bo kmalu odprta. Zgreva pa tale naravnost. Na tale Pomolj tukaj se bo vezala in greva en krog naredi, da vidimo, kaj nudi tale otoček tukaj. Prišla sva na vrh otoka Nadi, vsaj en del, ti vse umetno skopano, tukaj zdaj po moje bo, da tu še kakšni resorti mogoče tukaj ali pa kaj, ker so tu ceste narejene in vse, kaj bi drugače kdo delal na vrh. Zdajle je plima, se vidi, ko bo vse, ko bo tu vse na suhem, skoraj. Tukaj sva priplula, tukaj bo odplula čez nekaj dni. Lep pogled. Nikaj. Kaj imaš pa to v roki? Kaj je to? Ne vem. Papaja. Kdo ti je pa dal? Ti? Tukaj sem najdel 2 drevesa od papaje, tako da sem enega ji dal dol, da bo imela. Tale Fidži mi je kar všeč, res. Lepo je tukaj. Tole je pa drevo papaje. Poglejte, koliko jih je gor. Pa koliko jih je tam gor na vrhu. Ponavadi so tako na vrhu. Sem ta res velik drevo, ponavadi so veliko manjši. Težava je samo, kako to dol dobiti. Ni druge kot splezati na drevo. Tamle na boji je pa Timi. Tukaj smo šli na vrelc zdaj pogledati, smo celo par 100 metrov naredili, tamle se ven kadi in tam je to. Jedva malo s sabo eno jajce, da bomo probala ga skuhati. Baje naj bi imela 97 stopinj voda, tako da bomo videla. Everyone look over this way. Where is lava? Photo time. Yeah, Natalie. Oh, sorry. Beautiful. Oh, what have we got here? Tukaj se vidi, koliko ima voda stopinj. Skoraj 99 stopinj. Evo, tako lepo vre. Se pravi, da za kurjavo, za toplo vodo, za potušen nimajo težav. Evo, to je najno jajce. Pa ga bom dal tudi takole.
da ga bom lahko potem ven vzel. Pa počakamo 10 minut. Vroče, vroče. Evo najni jajček je po moje kuhan. Vroč. Dober bo. A še je vroč. Dober bo. Show me. Ah, good. Ravno prav. Zdaj smo šli pa malo v Hot Spring hotel pogledati, to je drugače hotel. Tukaj imajo bazen, lep pogled na marino, na jadrnice, super. Všeč mi je. Morate priti na Fidži, res. Francoska Polinezija mi je bila všeč, ampak Fidži mi je pa še skoraj malo bolj. Tudi zaradi cen, ki so bolj primerne. Tukaj pa sušijo kavo, ampak to ni kava, ki mi pijemo, ampak nekaj drugega. V bistvu tole rabimo. Korenine so tu. Korenine, ja. V bistvu to rabimo zdaj za te otoke, ki bomo šli, kjer so poglavarji. In daš pač to kavo in prineseš in pa ti oni dovolijo, da greš na otok, sidraš tam, se družiš z njimi, tako da rabimo za poglavarje tole. Še ena značilnost Fidžija. Pred 100 leti je tukaj še vedno bil kanibalizem. Tole je pa na telefonski govorilnica kanibalske vilice. Z njimi so iz trupel strgali meso in na to pojedli ljudi. Na kar mislim, da niso tako ponosni. Zdaj gremo povprašati za avtobus, da sem Slopovi 8 km stran, pa razmišljala, da bi šla kar z avtobusom, ker ni daleč. Tako da gremo zdaj pogledati, kako kaj vozijo ti avtobusi. Drugače pa po otoku je samo ena cesta, tako da ali greš v eno smer ali pa v drugo, nimaš kaj dosti faliti. Tu korenina kava, ki mora kupiti za te poglavarje, tako da bom verjetno kaj cenejše vzela, 10 fidžinskih dolarjev. Malo raziskujeva, mislim, da je tole bolj kot ribja tržnica. Natalija spet nekaj išče. Okra spet, dolgo nisem videla nikjer. Po čili, no? Okra po čili. Kaj pa to? Kaj je to? Nema? Something new. Something strange. Kupila sva en kari za probat, ki je sam kari v bistvu samo barva. Masala? Ja, to je pa miks skupaj, se pravi sva kupila miks, to je pač zdaj za piščanca svrkoli. Fenugreek, this is cumin seeds, this is mustard seeds. Mustard. Look. V glavno tole stane 2 fidžinska dolarja, kar je manj kot 1 evro, tako da za probat se vzela zaenkrat. Methi. And you put it in the food? This one and this one. Yeah. Together. With the onion. With onion? Yeah. In the pot to stay. Yeah. Nice. Thank you. Thank you.